Pozdravljeni. Danes je z nami v MS Reporterju gospa Damjana, katera bo z nami delila svoje izkušnje, kako se boriti z boleznijo multipla skleroza in kako ona živi z njo. Predvsem pa, kje dobi to moč. Pozdravljena, Damjana. Tisti, kateri te poznamo, vemo, da si aktivna in vedno pripravljena pomagati na različnih področjih. Opaziti te je v medijih, različnih brošurah in tiskovnih konferencah. Kaj ti pomeni to, da lahko deliš svoje izkušnje in od kod ti moč za toliko iskrenosti in ranljivosti? Pozdravljeni. Pred dobrimi 21 leti, ko sem dobila diagnozo multipla skleroza, sem bila na začetku te poti zelo izgubljena. Moja nevrologinja je bila zelo potrpežljiva, pripravljena je bila odgovarjati na vsa moja vprašanja, ki bi se mi porajala, samo jaz nisem imela takrat veliko vprašanj. Bilo me je neznansko strah, neznanega in pa nepredvidljivega. Saj multipla skleroza ni samo bolezen posameznika, pač pa je bolezen kar celotne družine. Tako kot se mi, se tudi naši svojci soočajo z neznanim, tudi oni imajo vprašanja in tudi oni so polni strahov. Eden prvih nasvetov, ki sem jih dobila na nevrološki kliniki, je bil ta, da naj se povežem z ljudmi, ki imajo multiplo sklerozo. Saj so oni vir znanja, modrosti, ki jih črpajo iz lastnih izkušenj. Najbolj mi je to pomagalo, ko sem ugotovila, da nisem sama na tej poti, da nas je veliko. Vsak s svojimi težavami, mnoge med njimi pa so bile nam skupne. Z veseljem sem se udeleževala vseh srečanj, na katerih smo se pogovarjali o novostih, za katere smo izvedeli, ko smo se pogovarjali o težavah, s katerimi smo se morali spoprijeti, ali pa smo samo skupaj spili kavico, poklepetali pa se malo pogumljali. Ta druženja so še dandanes neprecenljiva. Človeku dajo moč in pogum, da tudi ko je težko, ohranimo upanje. Med temi druženji so se med nami stkala tudi prijateljstva. To, da sedaj lahko izkušnje, ki sem jih pridobila skozi leta z multiplo sklerozo, delim naprej, pa naj bo to med pogovorom ob kavi, na tiskovni konferenci, ob intervjuju ali pa samo mimogrede, mi pomeni veliko in pa to rada počnem. Ni pa enostavno biti iskren, saj to pomeni, da si ranljiv, ko spregovoriš o sebi, o svojih občutkih in se odpreš ljudem. Vseeno poskušam ostati iskrena do sebe, naučila sem se, da se je potrebno kdaj tudi ustaviti, se izklopiti in si napolniti baterije. Za delitev izkušenj me je navdihnil predvsem en pogovor z eno od prijateljic, ki je pred leti dobila tudi diagnozo multipla skleroza in mi je takrat rekla: ne morem si predstavljati, kako ti je bilo, ko si zbolela, pa nisi poznala nikogar z multiplo sklerozo, jaz imam pa tebe. S tem bi končala. Za konec vsem skupaj vam želim vesele praznike, prijeten, prijazen skok v novo leto in polno prijetnih druženj in izkušenj. Hvala.